zelo zapleten del sveta. Imamo Gruzijo, Abhazijo, Južno Osetijo, ki spadajo uradno pod Gruzijo. Potem imamo Armenijo, kot vidite na samem zemljevidu. Potem imamo na zeleno pikico tam zdraven, ker ne vemo točno, komu bi dali, na Gorno Karabah, verjetno ste slišali še za ta del, ker se še zdaj v bistvu več ali manj tam živijo Armenci, je pod Azerbajdžanom, če greš na Gorno Karabah provinco, potem ne moraš iti tudi v Azerbajdžan, in to so en kup nekih komplikacij. Potem je pa še Azerbajdžan, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na Nahčevan pa na Azerbajdžan. In ta Nahčevan so se strašno potrudili, da so dobili tale košček tukaj, tako da imajo direkt do Turčije, v bistvu en tak koridor. In tudi, ko se vozimo, recimo, jaz sem že par prišla, recimo iz Armenije, sem šla potem v Iran in ko sem se vozila tlela, tle so samo krščanska mesta, Armenci živijo več ali manj v severnem delu Irana, kar sem prej pozabila omeniti. Ne smeš gledati proti vzhodni strani in ne smeš slikati. Recimo, na levo stran lahko gledaš, ko so cerkve in jih lahko slikaš, ampak je cel čas so patrulja, pa te gleda, pa je pa fenomenalna pokrajina, sami rdeči hribi in tako dalje. Tako da zaradi tega je zelo zapleten del sveta. V Gruzija in Armenija imamo 12-dnevni program za prvomajske počitnice, medtem ko pa odhajamo med poletnimi in še bolj seveda poudarke na jesenskem potovanju, je zaradi tega, ker imamo končno še vzhodni del Gruzije, pa še Azerbajdžan s trekkingom v enem drugem nacionalnem parku, ki ga drugi ponujajo. Torej, pokazala bom Tbilisi, pokazala bom ta del tukaj, kjer se nahaja tako imenovan Visoki Kavkaz. Potem se bomo odpravili v ta del tu, ker imamo tako imenovano gruzinsko mini Kapadokijo. Njihove vinske kleti v vzhodnem delu, potem pa še en del Armenije, ki ga bom tudi kasneje seveda omenila. Visoki Kavkaz, več ali manj rečemo v bistvu, da gremo na Elbrus, ki se nahaja na ruski strani, lahko pa rečemo, da gremo na Kazbegi, ki je v bistvu, Elbrus je med drugimi najvišji vrh Evrope, to spada še vedno pod Evropo, mi Mont Blanc več ali manj rečemo. In preden sem jaz prišla v ta del sveta par let nazaj, sem si vedno rekla, saj so Azijci, se to ne more biti del Evrope. Ampak enkrat, ko se nahajaš v Gruziji pa v Armeniji, je pa dva popolnoma različna naroda, zanimivo, resnično vidiš, da ne morajo biti del Azije, ker niso, ker so enostavno, lahko jih imenuješ kot vzhodno Evropejce. Kot prvo bi mogoče rada omenila Gruzince. Gruzinci imajo poseben jezik in seveda tudi posebno pisavo. Pisavo ni nobenega problema, jo vidimo tleda gor, se lahko jo naučimo, ker izgleda tako A, B, C, Č, D po naše, ker marsikateri drugi jezik moramo imeti kombinacije in je cela znanstvena fantastika, ali tako kot recimo v kitajskem ali kakšnem japonskem jeziku. Ampak njihov jezik ne spada v nobeno skupino, zaradi tega so tudi zelo posebni in ne morajo nikamor tudi seveda spadati. Kot sem že omenila, so, mislim, da ga prepoznate, svetega Gregorja, oziroma mi rečemo sveti Jurij, tisti, ki ubije temo, oziroma ubije samega zmaja na samem centralnem trgu v Tbilisi, v njihovem glavnem mestu. Potem je tudi imenovana v bistvu sama Gruzija. Gruzinci so strašno kulturen narod. Imajo ogromno prevedenih knjig in imajo ogromno kulturnih društev in imajo teater, ki imajo teatre in konstantne literarne večere, recimo, kar mogoče bi lahko spominjalo tudi na nas. Tako da je konstantno se recimo spominja na naš način življenja glede tega.
v mestu so naredili tudi moderne, seveda, same mostove in modern del mesta, to je njihova univerza, ki se nahaja na samem obrobju mesta. Najbolj zanimiv je pa seveda star del mesta v Tbilisiju in mogoče Tbilisi je dosti bolj zanimiv kot sam Erevan, glavno mesto Armenije, zato ker Erevan je Gucci, Armani, ne vem karkoli že, ženske v minikah, takole, do tukaj, kumi da si prikrijejo rit, in potem prideš iz Armenije v Iran, pa dožiš tudi šok. Tako da se res ti, v bistvu tako nekako te države so neverjetne. Tako da ta star del mesta v samem Tbilisiju je zelo zanimiv in zelo star del mesta. Nad mestom kraljuje seveda njihova mater Georgija, ki drži na eni strani seveda sablo, na drugi strani pa kupico vina. Zakaj kupico vina, bomo potem tudi videli, ampak Gruzinci imajo eno strašno lepo pripoved in pravijo, ko je Bog ustvaril svet in je vsem razdelil, pač enom hribe, enom morja, enom ne vem karkoli že, mi nismo bili na tej glavni skupščini. Potem pa so zjutraj prišli, pa so rekli Bogu, Bog, mi smo pozabili včeraj priti na skupščino, da bi nam dodelil v bistvu en košček zemlje. Je rekel, pa kje ste bili? Pejte stran. Je rekel, nazdravljali smo v tvojem imenu. In potem mi je dal vsega po malo morja, ki imajo črnomorsko obalo, malo seveda hribo, malo teh ravnic in tako da pravijo, da imajo najlepši del v bistvu v tem Zakaukazju in še v času Sovjetske zveze je tu veljala za elitno državo, kamor so hodili Rusi in še dan danes je zelo priznana seveda sama država. Nad mestom kraljuje seveda trdnjava, in pogledi iz same trdnjave seveda proti cerkev imate toliko, da vas glava seveda boli. Najbolj zanimive so seveda same ulice, po katerih se lahko sprehodimo, starke, ki izgledajo še tako gruzinsko, sami bazari na samem obrobju mesta, kjer prodajajo nekdanje njihove kupice, iz katere so pili, to so tako imenovani ritoni, kajti Gruzija je zelo znana v samem vinu. Če imate priložnost, pejte v gostilno Zlato runo, zdaj jim delam reklamo, na drugi strani, tam Zlata jama, imajo kar dobro hrano, tako da imamo tudi gruzinsko restauracijo v sami Ljubljani. Sladkarije na tej, ki so zelo značilni, so pa seveda Gruzinci sami posebej, kot sem že rekla, umetniki, glasbeniki, literati, tako da sem bila jaz osebno zelo, zelo presenečena. Iz Gruzije, oziroma mislim, da imam malo slike pomešane, bi samo eno sekundico se vam opravičila. Iz samega Tbilisija odhajamo proti Visokemu Kavkazu. Kam sicer odhajamo? Odhajamo pod sam hrib Kazbegi. Tu imamo en manjši trekking in sicer pod en ledenik, kar je možno ga tudi izpustiti, če nimate recimo dovolj moči ali pa karkoli. In Gruzijo in Armenijo imamo v bistvu oba programa, tudi takrat, ker da nimamo tistega 3-dnevnega trekinga, imamo v bistvu s samim trekingom. Tako da je fizična aktivnost absolutno priporočljiva, tako pri Kirgiziji, kot pa pri Gruziji in sami Armeniji. Sami domačini so zelo simpatični, zelo zgarani, imajo poseben jezik v samem severnem delu, obdelana seveda polja in mogoče malce spominja na nas. In na samem Kavkazu, ko pridemo na vrh do Kazbegija, to še vedno se uporablja to ime, v različnih letnih časih, različnih vremenih zgleda seveda drugače. Tako si boste predstavljali. Ena je bila poletna, ena je bila pomladna, ta je pa jesenska.
In sem hodijo domačini, če ne z drugega grejo v cerkev, in tam ne smeš slikati noter, so zelo precizni, zelo, bi jaz rekla, rigidni, kar se same religije tiče, ker mi nismo navajeni tega iz krščanstva, medtem ko pa Gruzinci so mogoče res in mladi in stari zelo, zelo verni. Mimo katere cerkve smo šli, sprav štela sem 7-krat so se vedno prekrižali, mimo katere cerkve, ali na avtobusu, ali na poti, ali pa bilo kaj drugega. Tako da mi gremo v bistvu po tej poti do samega ledenika se sprehodimo, nobena taka teža pot 6 ur poti, potem pa se seveda vrnemo nazaj proti v smeri samega Tbilisija, torej tu se nahaja Vladikavkaz, vidite, to je včasih bila speljana v bistvu stara sovjetska vojaška cesta, hvala Bogu, ampak še dan danes je zelo težko prečkati med Gruzijo, med Rusijo, še posebej zato, ker imajo politične intrige. Iz samega Tbilisija gremo proti Goriju. Gorij se nahaja zahodno od Tbilisija, nekako tu, 1 ura vožnje je približno, mogoče kakšnemu znano, kaj je v Goriju. Kdo je bil iz Gorija? Stalin, točno tako. Stalin je bil Gruzinc. In ko prideš ti noter v muzej, res Gruzinci razlagajo tako zelo objektivno. Džugašvili, ki je živel v tem vagonu, ker je bil tudi paranoik ravno tako kot vsi ostali veliki diktatorji. V tem vagonu si je uredil v bistvu oni bivališče. Ta vagon so potem pripeljali pred ta muzej in ga se ga splača v bistvu pogledati, tako da si mi pogledamo tudi muzej, Stalinov muzej v samem Goriju. V neposredni bližini samega Gorija pa se nahaja tako imenovana mini Kapadokija, oziroma jaz tako imenujem, ker so vse te v bistvu vulkanske kamenine, ki so včasih kristjani izdolbili svoja prva bivališča, naredili svoje prve cerkve, porisali, kajti govorimo o prvotnem krščanstvu v 4. stoletju našega štetja. Na poti proti jugu, ki si ogledamo trdnjavo, vaško življenje, mogoče malce spominja na kakšno Makedonijo ali pa kakšno južno Srbijo, bi jaz temu rekla. In so samo pred kratkim so to obnovili, to je edina in prva mošeja, oziroma obnovljena mošeja v tem delu Gruzije, medtem ko najpomembnejša mošeja se nahaja v samem Tbilisiju, ki so jo pred leti še obnavljali. Tako da v bližini se ravno tako jame, porisane stene, ker so bili prvotni kristjani, ker še dan danes v bistvu ni dovoljeno slikati noter, ker so poslikane pač stene in izjemno lepa soteska, čisto v neposredni bližini v bistvu turško-armenske meje. Tam je v bistvu ena taka tromeja, tako da imaš in Kurde na eni strani in Gruzince in na drugi strani seveda tudi Armenice. To vidite, to je nekaj čisto običajnega. Se ustavljajo v bistvu njihovi popi in tako dalje in se pogovarjajo čist na običajen način. Imajo ogromno menihov, imajo ogromno teh samostanov, kjer živijo tako ženske kot pa moški, to je v bistvu ženski samostan. Cerkva v Gruziji je ogromna. So stare cerkve, pisane cerkve, govorimo o stari apostolski oziroma več ali manj slišimo v Sloveniji kot pravoslavni viri, ampak se razlikuje od tega pravoslavja, ki ga mi seveda poznamo. So pa nasmejani in Gruzinci za razliko, recimo, kot jih mi imamo, mogoče za tihe pa tako dalje, so dobesedno latinosi vzhodne Evrope. Zelo temperamentni, radi plešejo, radi nazdravljajo, imajo ono vino, ki nazdravljajo po 12 ur, celo noč se v bistvu nazdravlja in njim je dobesedno nespoštljivo na ta način piti, kot pijemo mi, kar pomeni, vzamem kozarc, ga spijem, brez da bi nazdravil. Se nazdravi in se včasih govori po 1 uro, vse. To so njihove v bistvu zdravice, ki so jo kasneje prevzeli tudi ostali. Tako da je
v Gruziji, nazdravljanje seveda je nekaj čisto običajnega. Gruzinska vina so fenomenalna. Vzhodni del Gruzije ima seveda vinske trte, stara tradicija, ki jo poznajo v Gruziji že od nekdaj. Moldavija pa Gruzija sta dve državi, ki imamo najstarejše vinske kleti, zakopano seveda v zemljo, zaradi tega ima bolj tak rustikalen okus. In seveda gruzinska hrana, sem slikala s telefonom, kot sem jih sestavila skupaj, orehi, melancani, kinkali so tu gor, v bistvu neke vrste žlikrofi, najbolj znani so pa hačepuri, oziroma več ali manj je tu sirom noter, lahko pa tudi s fižolom noter, pa bilo kaj drugega. Ko ene take vrste, bi jaz rekla, gruzinskega bureka, po enih par dnevih seveda se ga naveliče, zato je precej težko. Severovzhodni del Gruzije je zelo zanimiv. Zakaj? Zato, ker tam se nahaja en nacionalni park, ki se imenuje Tušeti. Tušeti je odprt samo v poletnem času, zato, ker se gre čez en zelo visok prelaz po takih cestah, tako da brez 4 pogonov se nada, ker sta dve dolini, zelo zanimivi. En je Svaneti, ki je na severozahodu, drugi je pa Tušeti, ki je na severovzhodu. Več ali manj ljudje odhajajo v Svaneti, ampak Svaneti je postal zelo turističen v zadnjem času, predvsem pa hodijo tja Izraelci. Mladi Izraelci in potem je to postalo zdaj neka taka, bi se rekla, klasika. Medtem ko Tušeti pa ni toliko oblegan, je še vedno zelo primaren, staro religijo še vedno ohranjajo, na star način seveda živijo. Mogoče je malce nižje od samega Svanetija, imajo pa ravno tako obrambne stolpe oziroma njihove stolpe, ravno tako v samem Tušetiju, majhne vasice, tu spimo vse pri domačinih, v večposteljnih sobah, medtem ko v mestih spimo pa v samih hotelih. Tako da je poraščena narava, medtem ko imamo recimo v Kazbegiju, to je visokogorje, imamo tu več ali manj poraščeno samih gozdov. Zdaj vam pokazala pa še ene par fotografij iz armenskega jezera Sevan, iz Jerevana oziroma Erevana, njihovega glavnega mesta, pa še ta del tu, bi se lahko reklo, recimo južni ali pa vzhodni del Armenije, če kaj vzhodni del Armenije je Nagorno Karabah, ampak ne vem, če je tu del Armenije, kar je vedno skeptično. Armenci so indoevropejci, so tisto, kar mi, medtem ko Gruzinci niso. Samostani v Armeniji so bolj pompozni in so tudi zaščiteni pod UNESCO. Hagabad tik čez mejo, torej, ko pridemo iz Gruzije dol, je recimo zaščiten pod UNESCO, si ga tudi pogledamo, v okolici tudi prespimo in naredimo en majhen sprehod v tako imenovano armensko Švico, tako oni imenujejo ta del sveta, tako da je ful gozda pa tako dalje. Prespimo pa v tej vasici, to je visokogorska vasica, Dilijan se imenuje, ta vasica narejena tradicionalno seveda iz samega kamna in iz lesa. Potem pa se zapeljamo do jezera Sevan, to je največje njihovo jezero. Seveda je zelo lepo, ko je Grdan, ker Grdan se zelo spreminja tam vreme zaradi tega, ker se tam baje nekaj obrača, ampak v jezeru samem ljudje v poletnem času nekateri plavajo, več ali manj je pa hladnejše jezero, tako da jaz ne bi priporočala nekega plavanja v poletnem času. Je pa zanimivo zato, ker v bližini oziroma ob obali samega jezera se nahajajo tako imenovani kačkari oziroma kačkari, to so njihovi oziroma nagrobni kamni, tradicionalni nagrobni kamni, že poraščeni z algami in so se ohranili samo v Armeniji in to je izjemno pokopališče ob obali Sevanskega jezera. Iz Sevana gremo počasi naprej proti Jerevanu. Jerevan, ko sem že rekla, sam po sebi ni zanimiv.
Je zanimivo to, da se res vidi tista Gucci, pa ne vem, karkoli, kar naenkrat prideš iz Gruzije, ki bi jo lahko primerjali, ne vem, tako da primerjamo Beograd z, ne vem, s Pivko, na Primorskem, ali kaj takšnega. Torej prideš v Erevan, ko prideš je res ta severna avenija, ko se hodijo kazati punce in skoraj bi ene ni v poletnem času, kar ne bi imela minike in tako dalje, in je res zelo pompozna. Čeprav na sliki sami ne zgleda. Tisto od zadnji, veste, kater hrib oziroma gora je? Ararat. Ja, Ararat, ki se nahaja na turški strani, z turške strani se lahko gre gor. Jaz sem bila gor iz turške strani, nismo mogli prejeti do vrha, zaradi tega, ker nas je metež malce ujel, je potrebno to dovoljenje za Ararat. Medtem ko se pa lepše vidi z armenske strani, to pa moram pristati. Se lepše vidi z armenske strani, če je lepo vreme, se ga izjemno lepo vidi, če je grdo vreme, pa se ga skoraj da ne vidi. To je mali Ararat, to je veliki Ararat, 5000-čak, ki kraljuje nad samim Erevanom. Lokalna tržnica, v bližini seveda cerkev, vklesana v samo skalo, kjer prodajajo pač tako zelenjavo, kot smo mi navajeni. V neposredni bližini pa se nahaja helenistični tempelj, ki je edini ohranjen helenistični tempelj, Garni in seveda, ko sem že rekla, sama lokalna cerkev vklesana v skalo. To je za moje pojme ena moja najljubših cerkva na samem Kavkazu. Ker res prideš in tako kot predjamski grad v bistvu vklesana na samo skalo. Domačini, zelo verni, kljub temu, da imajo minike, ženske hodijo noter v cerkev, recimo tega v Gruziji se ne vidi, prižigajo svečke, gre se pa za tako imenovani apostolsko krščanstvo, od katerega naše krščanstvo prevzame marsikaj. Torej, ob lepem vremenu je Ararata fenomenalno videti, ob grdem vremenu ga ni videti. Tako da ne moramo tega pričakovati, kdaj ga bomo videli in kdaj ga seveda ne bomo videli. Ustavimo se tudi v enem karavansaraju, ki je opuščen sedaj, ampak nekoč je bilo to karavanska pot, torej je šla ta čez Kavkaz, kadar so preveč banditi upadali proti Iranu, so šli čez Kavkaz, čeprav je bila zelo težka pot. In ustavimo se v tako imenovanem observatoriju, naravnem observatoriju, oziroma armenski Stonehenge je to, kjer so izmerili točno, kdaj je 21. marec, kako pada svetloba in tako dalje, ker imamo kroge, tako da se še vedno polemike o tem so napisane sicer knjige, ampak v armenščini, katero mi seveda ne obvladamo. Nazadnje pa seveda mi rada pokazala še tole, to je samostan Tatev v eni zelo zanimivi soteski, do katerega se peljamo z žičnico in potem imaš res fenomenalen razgled nad celotno sotesko. Jaz sem jo sicer celo sprehodila, moram reči, da sem se trikrat skupila, če ne bi bil domačinu, bi tam nekje v gozdu prespala, tako sem šla sama raziskovati teren. Je pa sam samostan leži precej visoko v vasi, v vasi je nekaj hišk. Mi spimo v sosednji vasi in je zanimivo zaradi tega, ker so napeljali to žičnico in velja za najdaljšo žičnico v Evropi. Tako da gre res čez cel kanjon od samega, v bistvu tudi tako 21 km ceste. Tako da se res gre počasi, se začne visoko in potem se dobesedno bolj spusti dol. No, v bližini tega Tateva, nimam nobene fotografije, so kao neke toplice in se tam domačini kopajo, ampak jaz jih ne bi priporočila tam kopanje. Tako da je tako bolj omazano, pa zapuščeno, pa tako dalje. Ampak domačini se res kopajo tam. Tako da je to to. Kakšne toplice bi priporočila bolj v samem Tbilisiju, ker so bili od nekdaj tam Iranci, ki je bil del Irana včasih vse do 16. stoletja, tako da so oni te hamame pa tako dalje še vedno ohranjajo, recimo v Tbilisiju. Evo, to bi bilo to.